Prvič, strankarske volitve so bile seveda nekaj veličastnega, takrat smo že s tem črtali pot za samostojnost. Nasprotna stran, levičarji so takrat govorili o neki konfederaciji ali pa še niti o temu ne. Kučan je takrat govoril, da njihova edina domovina je Jugoslavija in da nikomur ne bomo dovolili, da bi to spremenil in tako naprej. To je bilo celo na naslovnici Gorenjskega glasa še nekaj mesecev pred osamosvojitvijo. Seveda med ljudmi pa je bilo že čutiti tisto voljo, pač prizadevanje za samostojnost, vero v to, da nam bo uspelo, in te stvari so nekaj, kar če ne doživiš, ne moreš razumeti. To je bilo nekaj tako veličastnega, da se, ko pogledaš današnji dan, sploh ne da primerjati z ničemer. Mogoče se je za hip to čutilo zadnjič na zborovanjih tam za obrambo Slovenije, ko so znova zavihrale zastave, ko so znova zadonele slovenske pesmi. Tega v Sloveniji veliko manjka. To se je načrtno spodbijalo strani levičarjev toliko časa, da bi se vrednoto domoljubja čim bolj odstranilo, zato da bi oni lažje pač manipulirali z volivci, pa tudi na nek način menjali volilno telo, kajti kaj je njihov načrt, to se vidi. Oni so na tihem peljali stvari tako, da vzpodbujajo odhod mladih v tujino, da je Slovenija nekompetitivna, gospodarsko neuspešna država, po drugi strani bi pa ta primanjkljaj te najbolj sposobne, najbolj dragocenega dela generacije hoteli nadomestiti z uvažanjem pač migrantov iz drugih delov sveta. S tem, da seveda računajo, da so to njihovi bodoči volivci. In temu se je treba upreti, temu je treba reči odločno ne, zaradi tega bo treba na nek način doseči, da se ljudje o tem izrečejo, in zato smo seveda se predlagali referendum.